Spoštovani. Univerza v Ljubljani podeljuje Prešernove nagrade najboljšim študentom med najboljšimi. Gre za jagodni izbor peščice študentov, ki so svojim znanstvenim ali umetniškim delom opozorili nase. Njihova umetniška dejavnost ali znanstveno-raziskovalno delo je na izredno visokem nivoju, ki presega okvire pričakovanj običajnih študentov, čeprav so le-ti postavljeni visoko na Univerzi v Ljubljani. Sedeti danes tu, v predvrsti, pomeni posebno čast in posebno priznanje. Prosim magnificenco rektorja, da nagovori prisotne. Spoštovani zbor, drage Prešernove nagrajenke in Prešernovi nagrajenci. Danes smo se zbrali v tej dvorani, da bi dali poseben pomen zame pravzaprav najpomembnejšemu delu akademske skupnosti, študentom. Vsaka res dobra univerza je dobra samo takrat, kadar ima dobre učitelje in dobre študente. In trdno verjamem, da je Univerza v Ljubljani akademska skupnost, ki izpolnjuje oba pogoja. Prav vi, ki danes sedite v predvrsti, ste dokaz za to, da ste svojim delom že v času študija dosegli kakovost, ki vas uvršča nad povprečje. In Univerza v Ljubljani kot skupnost želi biti nadpovprečna univerza. Nas povprečje enostavno ne zanima. Hočemo biti dobri, hočemo biti boljši, v državi Sloveniji pa prav gotovo najboljši. Marsikdo med dobitnikov današnjih nagrad se je že v času študija torej spoznal s kvalitetnim raziskovalnim delom, z visoko kakovostjo. In verjamem, da boste s tem delom, s takšnim delom nadaljevali. Živimo pa v časih, ko vas moram prav posebej zaprositi, da ves čas nosite v srcu tudi vašo drugo mamo, alma mater, Universitatis Labacensis. Da vedno v vsem svojem življenju, da se zavedate, da ste bili študenti na Univerzi v Ljubljani in da boste vse življenje tudi skrbeli za to univerzo. Največ lahko k dvigu kakovosti pripomorete s tem, če boste uspešni. Seveda pa je prav, da se zahvalim ob tej priložnosti tudi učiteljem in učiteljicam, profesoricam in profesorjem, ki so bili vaši mentori. Vem, da je pomembno poslušati nasvet in vem, da je pomembno kdaj koga povprašati, kje ste svojim delom, kam želite naprej. Nagrade, ki jih boste vi danes prijeli, pa naj bodo tudi skupne nagrade vsem študentkam in študentom Univerze v Ljubljani. Vem, da boste s svojimi dosežki spodbudili druge in vem, da boste svojim delom pripomogli k temu, da bodo mogoče v večjem številu sledili vašim vzgledom. Moja naloga dekanov in dekan pa je, da vam omogočimo čim bolj kakovostne pogoje za vaše delo. V tem trenutku imamo pri tem težave in ne bi bilo prav, da jih danes ne omenim. Ne bom o njih razglabljal, lahko pa vam zagotovim, da so moji kolegi, dekanje in dekani in da sem sam odgovoren za to, da kakovost Univerze v Ljubljani ne bo prizadeta. V tem naporu bomo trdno vztrajali in vem, da bomo tudi prej ali slej uspeli. Veliko uspeha vam želim v življenju. Na trdo delo ste se že navadili. Navaditi se boste morali še na to, da morate svoje delo znati tudi predstaviti in navaditi se boste morali tudi na to, da kdo ne bo vedno zelo prijazen do vas. Ampak takšno je pač življenje. Uspešni ljudje znamo prebroditi tudi takšne majhne težave. Zato, drage nagrajenke in nagrajenci, srečno v življenju. K besedi pa vabim slavnostnega govornika,
letošnjega Zoisovega nagrajenca, akademika Blaža Rozmana. Hvala lepa. Spoštovani gospod rektor, spoštovani predsednik komisije, profesor Uršič, spoštovani dekani, učitelji in seveda še posebej spoštovani nagrajenci, študentje z najboljšimi in študentje z najboljšim študijskim uspehom. Odkar sem prejel prijazno vabilo, me spremlja kar precejšnje nelagodje. Še predno sem se znašel pred vami, mladimi nagrajenci, kot zdravnik, ki se je dobrih 40 let ukvarjal s stisko bolnih ljudi in kot priučen znanstvenik, v vaših letih še nisem bil znanstvenik, ki je spoznal nekaj radosti in težav znanstvenega dela, so me obšle številne dileme. Ne delam si utvare, da bi ta protokolaren nastop imel lahko kakršenkoli pomen in vpliv. Sem nekoliko bolj pesimistično nastrojen, pa vendar s čim zapolniti teh nekaj minut, še posebej, ker vem, da so vaše misli nagrajenci usmerjene v tem trenutku povsem drugam, kot pa na pridigo z tega mesta. Odpadla pa mi je ena dilema, ko sem se odločil stopiti pred ta zbor, se nisem mogel izogniti ogorčenju nad stanjem v državi. Seveda bi mi bilo ljubše sporočilo, da vas čakajo dobre službe, prijetno strokovno in znanstveno okolje, prijetno okolje na akademijah drugih, kjer bi lahko izživeli vse svoje ambicije in ponesli svoje dosežke iz Slovenije v svet in ne obratno. Žal temu ni tako. Rezi v znanosti, izobraževanju in še kje napovedujejo atrofijo duha te skupnosti in njenih možnosti razvojnega preboja. Naj se ozrem leto nazaj, ko je pred vašimi predhodniki stal pesnik Ciril Zlobec. Tako kot danes čutim sam, je bil v zadregi, kaj je tisto ohrabrujoče, spodbudno in karkoli uporabno, kar bi sodilo k tej priložnosti. Že tedaj je opozoril na težke čase, vendar v njegovi pesniški govorici pustil nekaj upanja. Moja zadrega danes je še večja. Časi so bistveno slabši, neuravnoteženo znižanje sredstev v škodo vseh področij, kjer vam danes podeljujejo nagrade, je ogrožujoče. Enako ali še huje bo naslednje leto, nič bolje še več kasnejših let. Pišejo, da je prišel čas za streznitev, no po mojem mnenju je ta že zdavnaj mimo. Na eni strani antiintelektualizem in na drugi strani slepo sledenje intelektualcev političnim bogovom že traja ta predolgo. Civilizacijska in druga pričakovanja ob osamosvojitvi so v marsičem že dalj časa poteptana. Pisatelj Boris Pahor je nedavno na knjižnem sejmu dejal, da je danes težko o čemerkoli imeti slavnostni govor.
Če to reče mojster besede, potem je zame to še težje. No, nekaj je pisatelj le povedal. Dejal je, v imperij kapitalizma je ujeta tudi knjiga. Torej tista svetinja, s katero narod potrjuje svojo identiteto. To velja predvsem za tisti politični pogrom, ko se v oblast zažirajo ljudje, ki niti po svoji moralni, še manj pa intelektualni drži tja ne sodijo. Preko njih pa se ta manira nesposobnosti, cinizma, arogance širi vse pore družbe. Svoje razmišljanje je Boris Pahor končal z mislijo, da je izguba Ministrstva za kulturo kulturni genocid. Vse njegovo kratko pričevanje zveni skoraj identično, kot bi lahko rekli za izobraževanje in znanost. Država se od tistih, ki v znanosti zmorejo nekaj več, kot je dejal Ciril Zobec ali kot je zjutraj dejal govornik Jagodni izbor, poslavlja. Emigranti z doktorati in spolnjajočo se kariero sporočajo, da v tej deželi ni več prihodnosti. S slabimi rešitvami je že uspelo oslabiti tiste raziskovalne skupine, ki so še konkurenčne razvitemu svetu. Še tista industrijska jedra, ki so nad vodo, bodo potonila brez dotoka svežih, obetajočih kadrov, kakršni ste vi. V tem času, ko je tako imenovana zgodba o uspehu postala neuspešna in ko je predvideni svetilnik Evrope ugasnil, se žal pojavljajo spet nove puhlice, ki govorijo o Sloveniji kot o bodoči zvezdi na nebu. Kje pa je realnost? O zvezdah morda da, vendar zaenkrat pri nas za večjo podobnostjo z zvezdnatim nebom nad Peloponezom. No, nagrade, priznanja, ta vaša in druga, so sicer ostala tudi v tem času, ko velja za zblojenega tisti, ki na nepravilnosti opozarja. Morda prinašajo trenutno zadovoljstvo, o tem skoraj ne bi dvomil, za uspešno opravljeno delo, toda kam z nagrajenci? Ne dvomim, da boste vsi poskušali nadgraditi vaše sedanje uspehe in slediti svoji viziji. Nekaterim, in upam, da jih bo veliko, bo z veliko energije in volje to morda celo uspelo doma, na domačih tleh. Imeti pa bo treba tudi nekaj sreče, saj prijaznih in spodbujajočih okolij ni v izobilju. S tem nimam v mislih okolij, kjer nihče ne ugovarja nadrejenim, pač pa tiste, ki gojijo ustvarjalni konflikt mnenj. Med nagrajenci najdem tudi nekaj tistih s temami, ki so blizu mojemu osnovnemu poklicu. Pričakovano sem si po več kot 40 letih dela nabral nekaj izkušenj in jih uspešno posredoval mlajšim sodelavcem, magistrantom in doktorantom in se morda lahko v pomoč še komu. Vendar detalje o tem ne sodijo v ta nagovor, kajti področja, katerim so podeljene nagrade, so široka. Spoštovani nagrajenci, čestitam vam k doseženemu in vam želim vse dobro pri bodočem delu. Seveda pa se zavedam, da so želje le del zgodbe, ki vas čaka. Hvala.
Najlepša hvala za vaše besede, akademik profesor dr. Rozman. Prosim predsednika Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Marka Uršiča, da poda kratko poročilo o delu komisije za leto 2012. Prosim. Dragi nagrajenci in nagrajenke, spoštovani gospod rektor, spoštovani gost, akademik profesor Rozman, cenjeni zbor. Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani je letos, podobno kot lani, prejela v ocenjevanje 45 del, ki so jih predlagale članice naše univerze, se pravi fakultete in akademije. Predlogi za univerzitetne Prešernove nagrade so prišli iz 21 od skupno 27 članic univerze. Kakor že prejšnja leta so bile predložene za nagrade večinoma diplomske naloge, poleg njih pa tudi nekaj samostojnih študentskih raziskav, izvedenih na osnovi razpisa, ki je bil objavljen 1. junija 2011, ter nekaj študentskih umetniških del iz akademskega leta 2011-12. Komisija je na seji 18. oktobra 2012 ugotovila, da vsa predložena dela ustrezajo razpisnim pogojem, določenim v pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani, ki ga je sprejel Senat Univerze 29. maja 2007. V skladu s 6. in 10. členom tega pravilnika ter na osnovi predlogov samih članic je komisija razvrstila vsa predložena dela, tudi interdisciplinarna, na katera je bila posebej pozorna, v 7 tematskih področji, 8 del v področju umetnosti, 4 v naravoslovje, 8 v tehnologijo, 6 v biotehniko, 7 v medicino, 7 v družboslovje ter 5 v področje humanistike in izobraževanja, ki smo jo združili, ker je bilo z področja izobraževanja predloženo eno samo delo. Področne komisije, ki so ocenjevale, točkovale in po kakovosti razvrstile vsa dela znotraj 7 navedenih področji, so bile sestavljene tako, kot je določeno v pravilniku in poslovniku. Takšno dvostopensko odločanje, pravzaprav tristopensko, če upoštevamo tudi predhodni zbor predlogov v samih članicah, je smiselno in obenem neizogibno, saj so predložena dela tematsko zelo heterogena, zato je prav, da imajo pri izboru najboljših odločilno vlogo strokovnjaki v posameznih področnih komisijah. Glavno operativno nalogo skupne univerzitetne komisije, ki predsedujem, vidim v tem, da skrbi za pravično koordinacijo predlogov področnih komisij in seveda, da dokončno izbere 12 najboljših del za nagrade. Po moji presoji in prepričanju je tudi letos med to 12-terico zastopano vseh 7 navedenih znanstvenih in umetniških področji z enakomernimi in pravičnimi deleži. Namreč glede na kvaliteto in kvantiteto predloženih del. 2 nagradi podeljujemo z področja umetnosti, 1 z področja naravoslovja, 2 z področja tehnologije, 1 z področja biotehnike, 2 z področja medicine, 2 z področja družboslovja ter 2 z področja humanistike in izobraževanja. V tej razdelitvi se odraža tudi sorazmerno enaka zastopanost naravoslovja in družboslovja, če k prvemu prištejemo tehnologijo in medicino, k drugemu pa humanistiko in umetnost. Komisija za Prešernove nagrade je na seji 22. novembra 2012 soglasno sklenila, da letošnje Prešernove nagrade prejmejo avtorji in avtorice 12 del, ki jih bo na današnji slovesnosti razglasil in jim nagrade svečano podelil gospod rektor. Nagrajena dela po presoji področnih ocenjevalcev in članov univerzitetne komisije najbolj izpolnjujejo merila, ki jih določa pravilnik, od ustvarjalne izvirnosti pri umetniških delih do znanstvene odličnosti ali uporabne vrednosti pri raziskovalnih delih, da ne naštevam vseh drugih meril, ki smo jih morali upoštevati. Ob tem pa želim poudariti, da so tudi mnoga izmed tistih predloženih del, ki niso prišla v dokončni izbor za univerzitetne nagrade, zares odlična in zato upam, da jih bodo posamezne članice naše univerze nagradile s svojimi nagradami. In zdaj, ko sem navedel glavne podatke in nakratko opisal postopke pri letošnjem izbiranju Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani, mi dovolite, da kot visokošolski učitelj in raziskovalec z področja humanistike izrazim še svoje osebno prepričanje,
da so vsa nagrajena dela ne samo odlični dosežki mladih znanstvenikov in ustvarjalcev, ampak da so vsa ta dela od najbolj teoretskih do najbolj aplikativnih tudi zelo družbeno koristna v žlahtnem pomenu te besede. Kajti le celota znanosti in umetnosti, od abstraktnih matematičnih modelov na področju temeljnih znanosti do zelo konkretnih odkritij, ki, na primer, tehnološko prispevajo k uspešnejši uporabi kirurških inštrumentov ali pa predlagajo izboljšano človeškemu bivanju primernejšo gradnjo neke stanovanjske soseske. Torej le celota vseh znanosti, predvsem pa povezava naravoslovja in družboslovja, namreč obojega v širšem pomenu, omogoča napredek in odpira poti v boljšo prihodnost naše družbe in sveta. Zadnje čase mi vsi, nekateri bolj, drugi manj, občutimo gospodarsko in družbeno krizo, ki slabo vpliva tudi na visoko šolstvo in znanost. Gotovo ni prav, da politika zmanjšuje sredstva za dejavnosti, ki so vitalnega pomena za naš prihodnji razvoj in za ohranitev socialne države. Po drugi strani pa kot filozof menim, da je v našem času še posebno pereča kriza smisla, ki se kaže tudi ali celo predvsem v etični krizi, v pomanjkanju solidarnosti, empatije ter v odsotnosti neke bolj daljnosežne družbene perspektive. Kriza smisla, o kateri govorim, pa ni samo idejna, eksistencialna, ustvarjalna, slednja bi morda bila za nastajanje nečesa novega celo produktivna, ampak je žal tudi zelo konkretna, materialna, eksistenčna. Nemalokrat se vprašamo, ali je sploh smiselno nadaljevati naše raziskave tu, v tem prostoru, v našem domačem okolju. Mar ne bi bilo bolje kam oditi, nadaljevati ustvarjalno pot kje drugje, tam, kjer je ustvarjalno delo bolj cenjeno in bolje plačano? Moj odgovor na to vprašanje, ki ostaja seveda le na splošni ravni, je odločen. Ne. Beg v tujino nikakor ni dobra rešitev iz krize, tudi za posameznika ne, seveda pa sploh ne za celotno skupnost. Zato kljub vsem sedanjim ekonomskim in družbenim težavam apeliram na vas, dragi mladi raziskovalci in raziskovalke, ustvarjalci in ustvarjalke, da tedaj, ko boste odhajali po nova dragocena znanja in spoznanja v širni svet, ne pozabite na vrnitev. Kajti, čeprav je domovina včasih res bolj podobna slabi mačehi kot dobri materi, je naša skupna prihodnost odvisna prav od nas samih, od nas vseh, še posebej pa od vas mladih, ki ste naš ponos in naše upanje. Na koncu, vendar ne nazadnje, se prav lepo zahvaljujem vsem članom skupne univerzitetne komisije in področjih komisij za dobro opravljeno delo ter strokovnim službam za pomoč pri pripravi in organizaciji podelitve Prešernovih nagrad Univerze v Ljubljani. Drage nagrajenke, dragi nagrajenci, iskreno vam čestitam za uspehe v vašem ustvarjalnem in raziskovalnem delu ter upam, da vas bodo današnje nagrade spodbujale tudi na vaših prihodnjih znanstvenih in umetniških poteh, na katerih vam želim še veliko uspehov. Hvala, profesor dr. Uršič. Zdaj pa malo glasbenega predaha. Študenta solo petja Akademije za glasbo, Štefica Stipančevič in Andrej Makor iz razreda profesorice Pije Brodnik nam bosta ob klavirski spremljavi Tanja Šterman zapela Rossinijev duet Don Quello son iz opere Seviljski brivec. Prosim. Oh
Sedaj pa k podelitvi Prešernovih nagrad študentom. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Jan Gričar z Akademije za glasbo. Prosim prodekana Akademije, profesorja Hinka Hasa, da predstavi nagrajenca in njegovo delo. Spoštovani rektor, spoštovani slavnostni zbor, drage nagrajenke in nagrajenci. Saksofonist Jan Gričar se je rodil leta 1992 v Novem mestu. Saksofon je začel igrati z 9 leti pri profesorju Davidu Kocjanu na glasbeni šoli v Trebnjem. Leta 2007 se je upisal na konzervatorij za glasbo in balet ter 2011 maturiral v razredu profesorja Dejana Prešička. Študij saksofona nadaljuje na Akademiji za glasbo, kjer je letos študent 3. letnika v razredu profesorja Matjaža Drevenška. Izpopolnjeval pa se je tudi na številnih mednarodnih tečajih in seminarjih pri znanih saksofonistih in profesorjih. Jan Gričar je dvakratni zmagovalec tekmovanja mladih slovenskih glasbenikov. Na mednarodnih tekmovanjih je osvojil prve nagrade v Požarovcu, Novi Gorici in Kopru. Lani je postal najmlajši zmagovalec v zgodovini pomembnega mednarodnega tekmovanja saksofonistov Marco Fiorindo v Italiji. Pred kratkim pa je osvojil še drugo nagrado na mednarodnem tekmovanju ISAK v Kolumbusu v ZDA. Leta 2008 je bil finalist tekmovanja Mladi evrovizijski glasbeniki na Dunaju. Leta 2011 pa je zmagal na tekmovanju za štipendijo Yamaha Music Foundation of Europe. Kot član kvarteta Color 4 je prvo nagrajenec mednarodnih tekmovanj v Trevisu, Beogradu in Ljubljani. Za izjemne dosežke je prejel Škarjančevo nagrado Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Kot solist in komorni glasbenik je doslej igral v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Italiji in Madžarski. Pred kratkim je zelo uspešno nastopil na solističnem recitalu v okviru festivala Young Classic Europe v Nemčiji. V lanskem študijskem letu je kot solist z orkestrom Slovenske filharmonije zaigral zahtevno fantazijo za saksofon in orkester Hajtorja Vile Lobosa. S simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pa je krstno izvedel koncert za saksofon in orkester slovenskega skladatelja Mira Paškvana. Obe omenjeni interpretaciji sta se po strokovnih ocenah odlikovali z briljantno in virtuozno tehniko, lepo oblikovanim tonom, muzikalnim fraziranjem ter predvsem z veliko mero umetniške kreativnosti. Jan Gričar, čestitam in veliko uspeha v prihodnje. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Jernej Turenšek z Biotehniške fakultete. Prosim dekana fakultete profesorja dr. Igorja Potočnika, da predstavi nagrajenca in njegovo delo. Spoštovani gospod rektor, spoštovani slavnostni zbor. Jernej Turenšek se je rodil 24. aprila leta 1987 v Celju. Po zlati maturi na gimnaziji Celje Center je leta 2006 začel študijem biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2010 je kot član študentske raziskovalne ekipe na mednarodnem tekmovanju iz sintezne biologije IGM v ZDA osvojil prvo nagrado v skupni razvrstitvi 130 ekip iz celega sveta, tako imenovani Grand Prize, in prvo mesto v kategoriji nove aplikacije. V letu 2011 je sodeloval pri ugledni mednarodni objavi, ki šla iz tega projekta. Kot član nove študentske ekipe nastopil na mednarodnem tekmovanju iz bio-nanotehnologijo Biomod na Harvardu v ZDA in se kot strokovni sodelavec zaposlil v laboratoriju za biotehnologijo Kemijskega inštituta v Ljubljani. Pod mentorstvom profesorja dr. Romana Jerale in profesorja dr. Gregorja Anderluha je v diplomski nalogi z naslovom Sintezno-biološki pristop k izboljšanju karotenoidne biosintezne poti z uporabo cinkovih prstov združil izsledke svojega dela na obeh projektih. Z letošnjim oktobrom se je zaposlil v sintezno-biološkem podjetju v Bostonu, kjer načrtuje, gradi in testira mikroorganizme za produkcijo industrijsko pomembnih spojin.
Jernej je v diplomskem delu uporabil eno zanimivih biomimetičnih strategij. Osrednjo vlogo pri tem je imela programska DNA, nekodirajoče zaporedje DNA z vezalnimi mesti za DNA, vezavne domene. Za dokaz principa delovanja je najprej pripravil plazmidne vektorje z geni za fuzijske proteine med cepljenimi fluorescenčnimi proteini in DNA vezavnimi domenami iz cinkovih prstov. Pripravil je plazmidne vektorje z geni za fuzijske proteine med encimi ter biosintezne poti in DNA vezavnimi domenami iz cinkovih prstov. Kopičenje encimov na DNA v grodju je v bakteriji E. coli vodilo v 4-kratno oziroma 3,5-kratno izboljšanje produkcije dveh komercialno zanimivih antioksidantov, likopena in beta-karotena. Uporabljen pristop je komplementaren z že uveljavljenimi metodami metabolnega inženiringa za optimizacijo industrijsko pomembnih biosinteznih poti. Ker je Jernej v Bostonu, bo listino prevzel njegov oče. Ja. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Mateja Ana Grulja z Ekonomske fakultete. Prosim dekana fakultete, profesorja dr. Dušana Mramorja, da predstavi nagrajenko in njeno delo. Spoštovani zbor, Mateja Ana Grulja se je rodila, ne bomo povedali kdaj, v Ljubljani, kjer je tudi zaključila srednjo šolo. Leta 2004 se je vpisala na dodiplomski študij javni sektor in ga zaključila leta 2008. Leta 2009 se je vpisala na podiplomski študij računovodstvo in revizijo ter ga leta 2011 z odliko zaključila z nagrajenim delom. Diplomantka je prejela tudi priznanje za odličen študijski uspeh na celotnem dodiplomskem in podiplomskem študiju. Mateja Ana Grulja je pod mentorstvom profesor dr. Mitje Čoka napisala in uspešno zagovarjala delo Efektivna obdavčitev plač v izbranih evropskih državah. V delu obravnava višino in obdavčitev plač, kar v kontekstu mednarodne ekonomske konkurenčnosti predstavlja bistveno določa položaj posamezne države. Avtorica je za mednarodno primerjavo poleg Slovenije izbrala še sosednje države, Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško, ki med seboj tesno gospodarsko sodelujejo, so ali bodo v bližnji prihodnosti, na primer Hrvaška, članice Evropske unije, hkrati pa si tudi konkurirajo, na primer pri privabljanju sedežev mednarodnih organizacij in neposrednih tujih investicij. Osnovni sklep, ki izhaja iz dela, zato lahko povzamemo v trditvi, da so Slovenija, Hrvaška in Madžarska s svojimi nacionalnimi povprečnimi plačami sicer davčno in zneskovno konkurenčne Italiji in Avstriji, pri višjih plačah pa jim ne morejo konkurirati, kar implicitno tudi pomeni, da so navedene 3 države davčno neprivlačne kot destinacije visoko plačanega dela. Delo Mateje Ane Grulja je natančen in temeljit izdelek, v katerega je bilo vloženo veliko dela in truda, temelji na mednarodno uveljavljeni metodologiji in ustrezni literaturi ter ima jasno sporočilo snovalcem ekonomske politike. Iskrene čestitke in veliko uspehov v prihodnosti. Pa ne pozabiti na univerzo. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Klemen Kušar z Fakultete za arhitekturo. Prosim dekana fakultete, profesorja magistra Petra Gabrielčiča, da predstavi nagrajenca in njegovo delo. Klemen Kušar se je rodil 25.10. leta 1985 v Ljubljani. Maturiral je na umetniški gimnaziji likovne smeri v Ljubljani. Leta 2012 je uspešno zaključil 5-letni enoviti magistrski študij arhitekture, trenutno pa zaključuje študij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
Diplomsko delo študija urbanistične zasnove zgoščanja in gentrifikacije stanovanjske soseske na primeru Galjevica v Ljubljani je izdelano pod mentorstvom docentke dr. Ilke Čerpes in izredne profesorice dr. Andreje Cirman in analizira obstoječa sociološka, prostorska in ekonomska spoznanja ter skozi sintezo postopno izoblikuje cilje, ki služijo kot vodilo pri zasnovi modela zgoščanja območij razpršene gradnje s cenovno dostopnimi stanovanji za mlade družine. Nadalje preveri in nadgradi model zgoščanja simulacijo procesa aktivne participacije uporabnikov prostora, ki ga končno prevede v podrobne urbanistične in arhitekturne načrte. Slednji so podlaga za presojo ekonomičnosti, ki temelji na vzajemnih koristih obstoječih lastnikov zemljišč in mladih družin. Iskrene čestitke in veliko uspeha. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Natalija Majsova z Fakultete za družbene vede. Prosim prodekana fakultete, profesorja dr. Jerneja Pikala, da predstavi nagrajenko in njeno delo. Spoštovani gospod rektor, spoštovani zbor. Natalija Majsova se je rodila v Moskvi, v Ruski federaciji. Po gimnaziji, ki jo je ravno tako končala v Moskvi, je nadaljevala študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je v letu 2010 zaključila univerzitetni študijski program mednarodnih odnosov. V študijskem letu 2010-11 se je upisala v magistrski študijski program druge stopnje, kulturologija, kulturne in religijske študije, ki ga je 9. septembra istega leta zaključila z uspešnim zagovorom magistrskega dela. Trenutno je študentka interdisciplinarnega doktorskega študija humanistika in družboslovje na Fakulteti za družbene vede. Natalija Majsova v svojem magistrskem delu analizira različne pomenske okvire, znotraj katerih se pojavlja alkohol v sovjetskih filmih pozne od juge, se pravi v obdobju, ko je predsednik Hruščov v državi sprožil kampanjo proti alkoholizmu. Avtorica se predmeta svoje obravnave loteva na izrazito inovativen način, saj še pred samo analizo izbranega vzorca filmov razvija povsem samostojen teoretsko-metodološki aparat. Konkretno gradi na fenomenološki perspektivi, ker pa je ta z izjemo nekaj manjših nastavkov sploh nima izoblikovanih analitičnih okvirov, s katerim bi se lahko lotila analize filmov, kandidatka ta metodološki okvir nadgradi s pomočjo Foucaultovega koncepta arheologije in Bakhtinovega koncepta kronotopa. Že sam ta del naloge je impresivn. V nadaljevanju pa sledi še enako impresivn drugi del, kjer Natalija Majsova svoj raziskovalni nastavek aplicira na vzorec izbranih filmov, ki kažejo, da je protialkoholna kampanja v Sovjetski zvezi ni uspela, med drugim tudi zato, ker ni upoštevala, da je alkohol konstitutivni element del sovjetskega življenjskega sveta, s tem pa prvina, ki iz družbe sploh ni bilo mogoče izločiti, ne da bi se obenem zamajale še osnovne prvine družbenega nasploh. Natalija, čestitam in bo treba še malce gledati, kako je s tem v Sloveniji. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejmeta Mateja Prunk in Nuša Pristovšek z Fakultete za farmacijo. Prosim prodekanjo fakultete, profesorico doktorico Sašo Baumgartner, da predstavi nagrajenki in njuno delo. Hvala lepa. Spoštovani gospod rektor, cenjeni zbor. Nagrajeno delo ima naslov Povezanost polimorfizmov v genu za adrenergični receptor alfa-2A in interleukin 1-alfa z označevalci osteoporoze. Nalogo sta izdelali kolegici Mateja Prunk in Nuša Pristovšek pod mentorstvom profesor dr. Janje Marc in somentorstvom asistentke dr. Janje Zupan.
Mateja Prunk se je rodila leta 1987 v Kopru. V času šolanja na osnovni šoli Cirila Kosmača Piran so bili njeni najvidnejši dosežki zlato Cankarjevo priznanje in srebrno Vegovo priznanje. Leta 2000 pa je zmagala na svetovnem natečaju za zastavo miru in po njeni skici so natisnili uradno znamko Združenih narodov in jo predstavili na olimpijskih igrah v Sidneju. Nato je obiskovala splošno gimnazijo Piran, leta 2004 prejela zlato plaketo na tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije, leta 2006 pa se je uvrstila na prvo mesto na državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja. Istega leta je kot zlata maturantka zaključila gimnazijo in študij nadaljevala na Akademiji za glasbo smer flauta. V letu 2008 se je vzporedno vpisala še na univerzitetni študij program laboratorijska biomedicina na Fakulteti za farmacijo. Leta 2010 je diplomirala na Akademiji za glasbo in leta 2011 na Fakulteti za farmacijo. Sedaj je študentka drugega letnika magistrskega študijskega programa laboratorijska biomedicina. Nuša Pristovšek se je rodila leta 1989 v Celju. Med šolanjem na osnovni šoli Hudinja je prejela srebrno Cankarjevo priznanje in zlato priznanje za raziskovalno nalogo na področju kemije. Šolanje je nadaljevala na prvi gimnaziji v Celju, ki ga je leta 2008 zaključila zlato maturo. Kljub dolgoletnemu udejstvovanju na področju sodobnega plesa se je skladno željo po naravoslovni usmeritvi odločila izobraževanje nadaljevati na univerzitetnem programu laboratorijska biomedicina Fakultete za farmacijo, kjer je leta 2011 diplomirala. Pot jo je nato vodila v tujino, kjer je sedaj študentka prvega letnika magistrskega študijskega programa molekularna medicina na Univerzi v Uppsali na Švedskem. Še na kratko o delu. Pri proučevanju kostnega metabolizma in osteoporoze se v zadnjem času pojavlja vse več dokazov o pomembni vpletenosti živčnega in imunskega sistema. V njuni raziskovalni nalogi sta študentki tako proučevali gen za adrenergični receptor alfa-2A, katerega izražanje je bilo zvišano v osteoblastih, in gen za interleukin 1 alfa, katerega izražanje je bilo zvišano v osteoporoznem kostnem tkivu. Želeli sta ovrednotiti povezavo med polimorfizmi v teh genih in uveljavljenimi biooznačevalci osteoporoze. Posebej pomembno pa je bilo ugotoviti vpliv teh genskih sprememb na izražanje obeh genov v kostnem tkivu bolnikov za osteoporozo in na tveganje za osteoporozni zlom kolka. Študentki sta dokazali značilno povezanost med polimorfizmom v promotorju gena ADRA2A z mineralno kostno gostoto ledvenih vretenc in haplotipnimi skupinami v genu ADRA2 alfa z MKG ledvenih vretenc ter povezavo med haplotipi v genu IL1A z mineralno kostno gostoto v predelu vratu stegnenice in celotnega kolka. Statistično značilno je bilo tudi vpliv haplotipov 1A na biokemijske kazalce kostne premene in razmerje obetov za osteoporozni zlom kolka. Na podlagi svojih rezultatov sta študentki zaključili, da proučevane genetske spremembe v genih ADRA2A ter I1A igrajo vlogo v genetskem ozadju osteoporoze. Rezultati so bili objavljeni v reviji Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, rezultati za ADRA2A pa so pripravljeni za objavo kot del kompleksnejše študije, v kateri se je naknadno preverila še funkcija proučevanih polimorfizmov. Mateja, iskreno čestitke in ponosni sem na take študenti. Pa še za Nušo. Ker je Nuša Pristovšek odsotna, bo njeno listino prevzela Mateja Prunk. Glede na to, da smo na polovici podelitve Prešernovih nagrad, je prav, da se velikega pesnika tudi spomnimo z njegovima sonetoma. Najprej nam bo Prešernov sonet, Kadar previdi učenost zdravnika, recitirala študentka 4. letnika dramske igre in umetniške besede Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Ana Urbans. Zatem bo nastopil njen študijski kolega Stane Tomazin in nam recitiral Prešernov sonet Na jasnem nebu mila luna sveti. Oba študenta sta soneta pripravila pod mentorstvom profesorice Saše Pavček.
Nadaljujemo s podelitvijo Prešernovih nagrad. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Matej Huš z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Prosim dekana fakultete, profesorja dr. Antona Medena, da predstavi nagrajenca in njegovo delo. Spoštovani gospod rektor, dragi nagrajenci, cenjeni zbor. Matej Huš se je rodil leta 1988 v Celju, kjer je končal prvo gimnazijo v Celju. Po 2 nastopih na mednarodni kemijski olimpijadi v letih 2005 in 2006 se je vpisal na študijski program kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Vzporedno je vpisal tudi študijski program kemijsko izobraževanje in septembra 2011 z odliko diplomiral na obeh programih z delom Odvisnost potenciala med molekulama vode od lokalnega okolja pod mentorstvom docenta dr. Tomaža Urbiča. Trenutno je kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer na doktorskem študiju nadaljuje raziskave z področja fizikalno-kemijskih lastnosti anomalnih tekočin. Rezultati dosedanjih raziskav so bili objavljeni v 2 znanstvenih člankih v uglednih revijah, v pripravi pa je že naslednji. Kratek povzetek nagrajenega dela. Voda je ena najpomembnejših spojin v naravi. Ima osrednjo vlogo v živih bitjih, saj je njihov večinski sestavni del. Predstavlja univerzalno topilo za različne snovi in sodeluje v različnih kemijskih procesih in reakcijah. Ker tvori močne in usmerjene interakcije, tako imenovane vodikove vezi, ima svoje vrstne fizikalno-kemijske lastnosti, ki se razlikujejo od večine ostalih topil. Najočitnejša je višja gostota tekoče faze od ledu, kar omogoča življenje pod zmrznjenimi vodnimi gladinami. Brez teh lastnosti voda ne bi mogla opravljati svoje funkcije v bioloških sistemih in katalizatorja življenja. V delu je Matej Huš pod vodstvom mentorja, docenta dr. Tomaža Urbiča, študiral, kako se jakost vodikove vezi spreminja s spremembo lokalnega okolja molekule vode. S kvantno-mehanskimi metodami je izračunal jakost potenciala med molekulami vode v odvisnosti od razdalje med molekulama, orientacije obeh molekul in prisotnosti dodatnih molekul vode v bližnji okolici. Odkril je kooperativnost vodikove vezi. Učinki vodikovih vezi, ki se tvorijo med sosednjimi molekulami, so aditivni. Vpeljal je indeks kooperativnosti in antikooperativnosti, ki opiše vpliv okolice na jakost opazovane vodikove vezi.
Iz dobljenih podatkov je postavil empirično funkcijo za opis odvisnosti jakosti vodikove vezi od medsebojne oddaljenosti in prisotnosti dodatnih molekul v okolici. Tako je pridobil pomembne nove podatke, ki bodo omogočili razvoj boljših teoretičnih modelov vode. Na tej iskreno čestitko in veliko uspeha vse naprej. Veliko ga več je posled slovenska posebnost, ne zdaj kaj bi naprej. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Marinka Žitnik z Fakultete za računalništvo in informatiko ter Fakultete za matematiko in fiziko. Prosim dekana Fakultete za računalništvo in informatiko, profesorja dr. Nikolaja Zimica, da predstavi nagrajenko in njeno delo. Spoštovani, Marinka Žitnik je zaključila tehnično gimnazijo na Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo Vegovi v Ljubljani kot zlata maturantka splošne mature. Študij je nadaljevala na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter Fakulteti za matematiko in fiziko na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu računalništva in matematike. Julija 2012 je diplomirala z odliko in nadaljuje z doktorskim študijem kot mlada raziskovalka v laboratoriju za bioinformatiko pod mentorstvom profesor dr. Blaža Zupana. Današnji svet je preplavljen s podatki, ekonomija, družboslovje, znanost o naravi, industrija, komunikacije, omrežja. Povsod je podatkov več, kot smo jih z obstoječimi tehnikami sposobni analizirati in razumeti. Med najbolj obetavne raziskovalne smeri podatkovne analitike sodi združena obravnava raznovrstnih podatkovnih virov. Marinka Žitnik v svoji nalogi razvije novo računsko metodo, ki omogoča gradnjo napovednih modelov z elegantnim vključevanjem prehoda znanja z vseh vrst podatkov, ki se lahko zapišejo v matematični obliki. Pri tem razširi delno nadzorovano matrično trifaktorizacijo z obravnavo poljubnega števila virov, omejitev in postopkom za ocenjevanje zanesljivosti napovedi. Uporabo tehnike demonstrira na problemu odkrivanja novih genov bakterijske rezistence znane amebe. Ta plenilec bakterij, tudi takih, ki so človeku zelo nevarne. Njeni rezultati so osupljivi. Prav vse njene napovedi so bile eksperimentalno potrjene na partnerski univerzi Baylor College of Medicine iz Houstona. Z mentorjem, profesor dr. Blažem Zupanom, je Žitnikova svoje algoritme objavila v odlični reviji Journal of Medicine Learning Research, v pripravi pa so že 3 novi članki. Žitnikova je tudi izjemna študentka. Svoj 4-letni interdisciplinarni študij računalništva in matematike je zaključila samo mesec in pol po koncu predavanj in je edini študent naše fakultete s povprečno oceno 10,0, kar pomeni, da je vse izpite opravila z odliko. Po diplomi, od katere je priteklo komaj nekaj mesecev, je že gostovala na univerzah v Torontu, Londonu, pred dnevi pa se nam je pridružila kot mlada raziskovalka. Na njene uspehe smo izjemno ponosni. Sem pa zelo ponosen na take študente, Marinka, iskreno čestitke. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Jaka Pribošek z Fakultete za strojništvo. Prosim prodekana, profesorja dr. Mihaela Sekavčnika, da predstavi nagrajenca in njegovo delo. Spoštovani gospod rektor, spoštovani nagrajenci, cenjeni zbor. Jaka Pribošek se je rodil 1987 v Ljubljani. Po zaključeni osnovni šoli na Črnučah je šolanje nadaljeval na gimnaziji Bežigrad, kjer je leta 2006 uspešno maturiral. Po maturi je opisal študij strojništva na Ljubljanski fakulteti za strojništvo, smer mehatronika, mikromehanski sistemi in avtomatizacija. Del svojega študija je kot štipendist Slikarjevega sklada opravil na Tehnični univerzi v Münchnu, kjer je pod mentorstvom profesorja dr. Tima Lüta in profesorja dr. Janeza Diacija izdelal diplomsko nalogo ter ga z odliko zagovarjal v maju leta 2012.
Trenutno je kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za strojništvo, na katedri za optodinamiko in lasersko tehniko, kjer nadaljuje s podiplomskim študijem. Jaka Pribošek v predloženem delu obravnava problem samodejnega sledenja robotizirane ultrazvočne sonde gibanju kirurškega inštrumenta pri parcialni nefroktomiji. Za rešitev te naloge Jaka Pribošek uvede nov koncept sledenja, ki temelji na zlivanju podatkov pridobljenih z analizo ultrazvočnih slik s podatki iz 6-osnega elektromagnetnega zaznavala. Na teh osnovah samodejno in samostojno razvije eksperimentalni sledilni sistem in z njim z eksperimenti in vitro dokaže, da tak pristop poveča natančnost in zanesljivost ocene poze instrumenta. Izviren dosežek predloženega dela je tudi nova metoda kalibracije ultrazvočne sonde, ki omogoča pomembno zmanjšanje sistematičnih napak. Predloženo delo izkazuje izjemno širino in poglobljenost nagrajenčevega raziskovalnega pristopa ter multidisciplinarnost uporabljenih znanj. Poleg znanstvene odličnosti izkazuje tudi visoko uporabno vrednost, saj odpira možnosti za pomembne izboljšave na področju minimalno invazivne kirurgije. Jaka, iskrene čestitke in posebej me veseli, da ste to multidisciplinarni. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Grega Milharčič z Filozofske fakultete. Prosim prodekana fakultete, profesorja dr. Toneta Smoleja, da predstavi nagrajenca in njegovo delo. Magnificenca, spektabilitete, cenjeni zbor. Grega Milharčič se je rodil leta 1984 v Postojni, kjer je leta 2003 maturiral na gimnaziji. Istega leta se je upisal na enopredmetni študij splošnega jezikoslovja na oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V obliki individualnega študijskega programa si je še dodatno izbral nekatere predmete na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Fakulteti za računalništvo in informatiko in s tem pridobil številna potrebna znanja, ki jih zajema interdisciplinarno področje računalniškega jezikoslovja, ki ga še posebej zanima. Je avtor 2 prispevkov na mednarodnih jezikoslovnih konferencah, trenutno pa sodeluje na 2 mednarodnih projektih z področja računalniškega jezikoslovja. Diplomsko delo z naslovom Samodejna določitev oblikoslovnega tipa jezika je kandidat uspešno zagovarjal v poletnem semestru študijskega leta 2011-2012 pod mentorstvom profesor dr. Franceta Miheliča. Raziskovalni problem je avtor opredelil kot udejanjanje avtomatičnega postopka, ki na osnovi dovolj obsežne besedilne zbirke v poljubnem jeziku omogoča določitev njegovega oblikoslovnega tipa. Kandidat je pri preizkušanju postopka, ki ga je razvil, potrdil hipotezo, da je samodejnim postopkom oblikoslovni tip jezika dejansko možno zanesljivo določiti na vseh 30 besedilnih zbirkah iz 24 različnih jezikov, s katerimi je razpolagal. Udejanjeni postopki in način pridobivanja besedilnih zbirk so izvirni in v veliki meri na področju jezikoslovnih tehnologij prvič rešujejo zastavljeno problematiko. In pravic je videl, da je za matematiko pa računalništvo, to je treba delati. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Špela Dovžan z Pedagoške fakultete. Prosim dekana fakultete, profesorja dr. Janeza Kreka, da predstavi nagrajenko in njeno delo. Spoštovani rektor, spoštovani zbor, spoštovane nagrajenke in nagrajenci. Špela Dovžan, rojena 1. maja 1987 na Jesenicah, je obiskovala osnovno šolo 16. decembra Mojstrana in šolanje nadaljevala na gimnaziji Jesenice. Po maturi se je odločila za študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v teku študija je bila aktivna v več društvih, tudi v združenju Drog Art, kjer je sedaj zaposlena. Diplomirala je pod mentorstvom docentke dr. Špele Razpotnik z delom, ki nosi naslov Kaj pa ti o tem misliš?
dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov. V teoretičnem delu naloge razdela širok nabor z rdečo nitjo njene naloge povezanih tematik: revščino in socialno izključenost, brezdomstvo, družbeno konstrukcijo realnosti, posveti se različnim platem dojemanja pojava brezdomstva s posebnim podpoglavjem o reprezentacijah brezdomstva v medijih. Posebej je analizirala raziskovani medij internetni forum, ki ga razume kot svojevrstno virtualno skupnost. V empiričnem delu naloge je raziskala, katere teme in na kakšen način se v zvezi z brezdomstvom odpirajo v spletnih diskusijah. Išče diskurze, ki se v teh diskusijah pojavljajo in jih postavlja ob bok v teoriji že opisanim diskurzom, opazi in opiše pa tudi nekatere povsem nove. Na podlagi svojih ugotovitev je podala predloge za delovanje stroke. V njih je zajela celo paleto vizij in predlogov od sistemskih preko senzibilizacije javnosti, ima pa, oziroma predlagala pa je tudi več zamisli, kako bi lahko strokovnjaki v svet virtualnih diskusij kreativno posegali in v njem strokovno delovali. S tem je pač pokazala neke smernice za razvoj stroke, ki so zelo pomembne pri tem, da stroka ostane v stiku s svojo družbo in časom. Iskrene čestitke in veliko uspeha, še naprej. Pa ne pozabiti na alma mater. Študentsko Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani prejme Kaja Blagotinšek z Veterinarske fakultete. Prosim dekana fakultete, profesorja dr. Marjana Kostca, da predstavi nagrajenko in njeno delo. Spoštovani gospod rektor, drage nagrajenke, nagrajenci, njihovi mentori, cenjeni zbor. Kaja Blagotinšek se je rodila 1989 v Celju. Prvo gimnazijo je uspešno zaključila leta 2080 in se v šolskem letu 2008-2009 upisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani in je trenutno v 5. letniku. Kaja Blagotinšek je raziskovalno nalogo z naslovom Funkcionalno pomen območja v tretji znotraj celični zanki za specifičnost delovanja dolge oblike dopaminskega receptorja tipa 2 DL2R izdelala pod mentorstvom profesorice Milke Vrecel in docentke Valentine Kubale Dvojmoč. V svoji raziskovalni nalogi je ugotavljala vlogo motiva 3 zaporednih argininov v tretji znotraj celični zanki dolge oblike dopaminskega receptorja tipa 2 DL2R pri internacionalizaciji receptorja in novih interakcij beta-arestinov. Raziskovalni namen naloge je jasno opredeliti s postavitvijo sledečih hipotez. Prva hipoteza. Ohrani motiv 3 zaporednih argininov, ki se nahajajo na terminalnem koncu aminokislinskega vključka v tretji znotraj celični zanki DL2R vpliva na raven površinske izraženosti DL2R. Druga hipoteza. Ohrani motiv sodeluje pri ohranjanju z argoninskim spodbujanjem internacionalizacije DL2R. In tretja hipoteza. Aktivacija divje oblike in oblik DL2R z mutacijami proučevanjem argininskega motivu vpliva na koformacijo beta-arestina 2. Za pojasnitev zastavljenih hipotez je uporabila sodobno in tehnično ter časovno zahtevno metodologijo, ki je vključevala delo na celicah in njihovo genetsko manipulacijo. S pridobljenimi rezultati je jasno podprla prvi 2 hipotezi, saj je pokazala, da evolucijsko ohranjeni motiv 3 zaporednih argininov deluje kot signal za retencijo receptorja v endoplazmatskem retikulumu in sodeluje pri upravljanju njegove
površinske izraženosti in kinetike internacionalizacije. Zaključki okrog tretje hipoteze niso enoznačni, čeprav ni dvoma, da mutacija v proučevanem motivu vpliva na interakcijo receptorja z beta-arestinom in njihovo posledično spremenjeno konformacijo. Pridobljene rezultate je Kaja Blagotinšek že predstavila na 2 mednarodnih konferencah in v članku objavljeni v reviji s faktorjem vpliva. Naloga ima tudi potencialno uporabno vrednost, saj je poglobljeno poznavanje delovanja membranskih receptorjev ponuja dragocene nove priložnosti za aplikativne raziskave in povezovanje z industrijo. Iskrene čestitke in veliko uspeha v življenju. Sedaj pa k podelitvi svečanih listin. Svečano listino za izjemen študijski uspeh podeljuje Univerza v Ljubljani na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad za najboljši študijski uspeh. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Alen Toplišek z Fakultete za družbene vede, a ker je odsoten, bo listino prevzel prodekan. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Urška Jelerič z Fakultete za matematiko in fiziko. Iskrene čestitke in zelo ponosni srednjeročni. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Ambrož Kregar z Fakultete za matematiko in fiziko. Dobri matematiki ste. Čestitke. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Matjaž Pajric z Fakultete za matematiko in fiziko. Iskrene čestitke in veliko uspeha. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Jure Vogrin z Fakultete za matematiko in fiziko. Iskrene čestitke. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Nina Marin z Pedagoške fakultete. Nina, iskrene čestitke in veliko uspeha. Ne morajo izostati. Svečano listino za izjemen študijski uspeh prejme Tanja Pečenko z Pedagoške fakultete. Tanja, iskrene čestitke in vse najboljše v življenju. Ob koncu ponovno prisluhnimo Štefici Stipančevič in Andreju Makorju iz razreda profesorice Pije Brodnik na Akademiji za glasbo naše univerze. Ob klavirski spremljavi Tanje Šterman nam bosta zapela Mozartov zapeljivi duet La ci darem la mano iz opere Don Giovanni. Casinetto è mio